kaj mi pričakujemo od nekih ljudi današnjega časa. Na drugi strani pa ti isti ljudje, ne, polnijo, ampak to je resno treba vzeti, ne, polnijo v največjem pričakovanju ambulante za psihično pomoč. Ampak resno. Mislim, cveti posel raznih terapevtov in terapij, ki človeku dajejo možnost mišljenja, umiritve, protistresnega življenja. Mislim, kako lahko imaš protistresno življenje, veš, ne? Po drugi strani pa tako skrbiš za svoje zdravje, ješ brez holesterola, ono. Jaz se to mora biti stresno, ne? Če moraš paziti točno na vse, kaj ješ, če to ni stresno. Jaz prijem v trgovino, pa vidim 60 različnih jogurtov, pa to je taki stres, je Bela cesta, veš. Prej sem videl enega, so ga imeli ali pa ga niso imeli, pa ni bilo nobenega stresa. Se rekel, ja, nimate, dobro, pa si šel, ne. Mislim, jaz to razumem, ampak ambulante resno za psihopomoč se polnijo, mislim, dnevno še in še. Zdaj pa se vprašamo, zakaj je temu tako, ne? Ali je to, pol hitro reče, ja, to je naš način življenja. Ja, način življenja ne raste na drevesu kot banana, ne? Način življenja se izbiramo. Način življenja je tisti, koliko mi dovolimo vdora v naše osebno življenje. Če mi dovolimo, da je vse tako kaotično, pa vse tako. Potem rata to kaotično, ker mi pristanemo na nek kaotičen princip, ne? In ko pristanemo na kaotični princip, nas seveda to potegne v to kolesje noter mimo grede. Skrb za zdravje. Da bomo spet imeli nove ministre za zdravje, pa ne vem zdaj kaj še vse, ne. Nihče ne govori, ampak res, nihče ne govori o, rečemo, duševnem zdravju na ta način, da bi rekli, čakajte malo, a ste vi kdaj pomislili, tako kot pomislite, kaj daste v sebe, brez holesterola, a ste kdaj pomislili o higieni vašega uma? Ali vam je to čisto vseeno? Prežgete televizijo, pa kar dovolite, da padajo stvari v vašo glavo noter. Greste po mestu, pa kar dovolite, da vam ljudje polnijo ušesa z neumnostmi. Mislim, higiena tudi na mentalnem nivoju. In zato, ker ljudje na mentalnem nivoju ne skrbijo za higieno, ama baš ništa, zato se napolnijo z vsem mogočim trešem in potem polnijo ambulante, kjer jim probajo pač to z glave ven zbiti. Današnji spet osamljen posameznik, umaknjen v neko svojo žalost.